Z 8 glasovi za in 4 proti so občinski svetniki razveljavili sklep o soglasju k prenosu zemljišč na Green Line Oil in tudi vse druge sklepe povezane z gradnjo piroliznega obrata v Semiču. Pač želja ljudstva je taka in smatram sama, da je temu treba tudi tako reči. Zato sem seveda danes glasovala za preklic vseh sklepov. Tako kot Klement Skrižanova so tudi nekateri drugi svetniki, ki so na prejšnji seji podprli umestitev piroliznega obrata v njihovo industrijsko cono, spremenili svojo odločitev na osnovi zbranih podpisov krajanov proti postavitvi obrata. Da ni tle 600 podpisov, bi sigurno bili. Samo gledajte, proti narodu to nima smisla. To je 600 podpisov. Na resno delo vseh, ki so danes prišli na sejo kot svetniki za glasovati proti, s tem, da so še slabše naredili, da so ljudi pripravili, da so glasovali in podpisovali peticijo zato, ker so bili rečeno, da v to zažiganje. Nepošteno. Sicer pa je izredna seja potekala v naelektrenem ozračju, saj je pritegnila številne krajane in tudi člane vodstva belokranjskega okoljskega gibanja Proteus, ki pa so jo protestno zapustili, ker niso imeli možnosti vključiti se v razpravo. Zato je bilo toliko bolj glasno pred kulturnim centrom. Svetniki so sprejeli tudi sklep, da začnejo s postopkom odkupa motvozovih zemljišč v industrijski coni, za kar bodo po besedah županje potrebovali okrog 100 000 evrov, ki pa jih v občinskem proračunu nimajo. V industrijski coni pa še vedno nimajo niti zadostne količine električne energije. Če pride investitor, ki bo potreboval več elektrike, kot je ta trenutek, lahko ponudimo, seveda mu je ne bomo mogli zagotoviti. Ta investitor, katerega smo danes zavrnili, pa ne potrebuje prav veliko električne energije in z tega vidika bi bilo to sprejemljivo. Tako da trenutno nimamo novih interesentov, za katere bi vedeli. Se bodo pa verjetno pomirile strasti Semičanov, saj Green Line Oil odhaja v Avstrijo. V Semiču pa se čez dobre pol ure začenja 3-dnevna semiška ohcet.